V Črni vasi smo obiskali mojstrico filmske in odrske igre, nasmejano in spontano igralko Aleksandro Balmazović, ki ima zelo zanimivo življenjsko zgodbo. Po spletu okoliščin je odraščala v različnih državah. Po številnih selitvah sta si z možem Sergejem ustvarila prekrasen dom na obrobju ljubljanskega Barja. Družina uživa v prelepi hiši korak stran od narave, pri njih pa je vedno dovolj prostora tudi za številne nasmehe. Smo na obisku pri Aleksandri Balmazović, večkrat nagrajeni zelo simpatični igralki. Menda ima čudovit dom. Čakaj, a sem jaz na napačnem naslovu ali si ti pri sosedih? Oboje je povezan. Lahko pridem jaz tja ali pa če prideš ti sem. Pridem, se vidiva noter, se dobiva. Aleksandra in njen mož Sergej sta pred leti kupila ne eno, temveč kar dve hiši v tretji podaljšani fazi in dvojčka spremenila v en dom, v katerem se vidi, da živijo čisto posebni ljudje. Aleksandra, povej nam malo o svojih koreninah. Kje vse si živela, kje vse si stanovala? Moje korenine so zelo zmešane. Jaz sem ena taka koprodukcija bivših republik, nekdanje države. In sem tudi tako živela, kot majhna sem bila zelo veliko v Dalmaciji, ker sta bila babica pa dedek tam. Potem sem bila pa tudi veliko v Beogradu, ker je moj oče živel tam. Tako da sem nekako, sta moje dve državi, ali pa ne vem, Beograd pa Slovenija, sta nekako moji domovini. Potem sem pa se jaz vrnila v ta Beograd v študentskih letih in sem tam študirala in sem ga imela še bolj rada in sem se res zaljubila v to mesto. Prišla sem nazaj zaradi ljubezni, nekako sem mislila, da bom pol, potem se je obrnilo, da sem več bila tukaj kot tam. Vajena si menjati prostore, ne? Nisi tista, ki bi korenine kje pustila. Ja, vajena sem pa paše mi, v bistvu mi res paše, čeprav ne, moram pa zdaj res priznati, da odkar smo tle v tej hiši, pa to bo tudi moj sin potrdil, ker sem ga vprašala, bi se mi že selili, ker sem že malo, bi se že selili, bi šli malo nazaj v mesto. Se mi zdi pa, da sem končno nekako se jaz, da mi je fajn priti domov, da sem lahko doma, ker jaz sem imela vedno neko paniko, da moram iti kar ven iz prostora, da je to samo za prespat, ne. Nisem imela dom, da bi res se ukorenila, pa bi se fajn počutila doma, ne. Sem rabila to, ne vem, življenje, pa kafiči, pa ljudje, pa okrog bezlad, pa potovati. Hiša je zaradi mehkega terena ljubljanskega Barja postavljena na pilote. V začetni fazi načrtovanja razporeditve prostorov jima je svetovala arhitektka Ana Gruden. Sergej bi imel vse minimalistično, Aleksandra pa je želela kopico slik na stenah, povsod spominke, knjige. Čeprav nista bila vešča opremljanja, sta se dobro znašla. Smo pa živeli na Gornjem trgu in je bilo res miniaturica od stanovanja, kjer je že moj mož ga imel odprej, kjer je študiral. Ampak je bilo tako cozy, super stanovance, kjer smo bili trije na eni posli, trije smo živeli, ko je bil Lev še mečkan. Ampak smo pa vikende bežali na morje v Poreč, kjer imamo vikend. Tako da smo tam, je bila čez teden špajza naša za živeti. Bilo je super, nekako smo bili zelo stisnjeni in zelo skupaj. Tle se mi zdi, da se potem moraš dreti, da nekoga, ali pa da moraš telefonirati, da pridi dol. Zanimiva pa je zgodba, kako ste organizirali tole življenje v dveh hišah hkrati, a ne? Ja. Mislim, v dveh enotah. V dveh enotah. Na začetku je bilo mišljeno, da bomo v eni, da bomo drugo prodali, potem pa se je to nekako, moj mož megaloman je rekel ne, da bo on naredil si fitness in savno. In ta fitness in savna se seveda vsak dan uporabljata tako kot vedno v hišah, ker si savno narediš, si sigurno ne uporabljaš. Je pa rekel, da je potem tudi praktično, če se skregava, ali pa če se ločiva, da potem samo zazidava tale prehod, pa se ne rabi seliti ekonomično pa poceni. Sicer on nima kuhnje, ampak se bo pa v savni znašel. No, bo pa k sosedi prišel na kosilo. Bo pa šel k sosedi. Pa mava vmes je pa vinska soba, se lahko srečeva tam v spravah ali pa ne vem. Je lažje pa ob vinu se nekako zmeniti, ne. Ampak vseeno, no, torej dvojček, dve enoti in ste rekli, prebili bomo stene in bomo iz dveh enot naredili eno hišo. Ja, mi imamo res veliko obiskov in veliko prijateljev, ki prihajajo iz tujine, sorodnikov in tako naprej, tako da to je bolj za goste soba.
Osrednji prostor hiše je dnevna soba, ki se drži kuhinje, jedilnih kotov. Bistveno pa je, da je dovolj prostora in da niso natlačeni. Aleksandra je v hiši najprej želela imeti šank za jutranjo kavo, da se bo doma počutila kot v lokalu in v lokalu kot doma. Pomemben del pa je tudi jedilnica, saj želi, da s svojima moškima jedo skupaj, ne pa da so raztepeni vsak po svoje. Sergej si je želel imeti fitness, ki pa le malo služi svojemu namenu. Naprave so bolj kot kipi na forma vivi. Ampak čudovit bralni kotiček, tudi z lepimi vitrinami in z lepo vsebino. To mi je všeč. Ja, to sem se jaz zelo potrudila, samo za vašo oddajo. Ne, nisem, ampak jaz imam rada te tako detaljčke in pol milijardo teh nekih detaljčkov prevlečem in to seveda stoji po škatlah in se nekaj, evo, zdaj pa super, zdaj pa lahko to končno nekam damo. In Lev, sin, ustvarja veliko, riše in izdeluje, tako da pol sem jaz tudi končno dobila priložnost, da jaz to pokažem, ko kdo pride, da se pohvalim. Zakonca pri opremljanju doma nista prisegala na priznane blagovne znamke. Po meri sta dala izdelati le kuhinjo in steber, ki je bil moteč. Nismo to na imena, pa na brende, pa na znamke nismo udarjeni, ampak je pa res, da potem ti, ko kupiš 1000 enih zadev, pa se ti zdi ena stvar poceni, pa potem še ta, pa še ta, pa še ta, potem več ni toliko poceni. In to je moja specialnost, da kupujem poceni kose, ampak potem jih kupam toliko, da bi bilo boljše mogoče, da bi enega orang dražjega kupila. Zanimivo je, da igralkin sin Lev živi v 2 sobah. To pa zato, ker je bila ena soba majhna, on je imel kopico stvari in sta mu starša dala še eno sobo. V eni spi, druga pa je delovna. V nasprotju z drugimi otroci je tudi zelo redoljuben in pridno pospravlja. Kaj je gor čisto v špici v mansardi, nekakšna filmska soba? Čemu je tisto namenjeno? Ja, gor je ena kreativna soba, kjer jaz delam predstave, zdaj, ko se ukvarjam tudi s produkcijo filmsko zadnja leta, potem tam delam Levovi izdelki in tam kiparimo in slikamo in vse živo. Tam, kjer je malo bolj pisarniški del, recimo. Ja, kjer je malo bolj pisano, ja. Druga je pa filmska soba, zato ker smo iz razloga, ne, jaz moram profesionalno si pogledati filme, ne moram tlele na to miniaturo. In smo si naredili gor nekako filmsko sobo s projektorjem, tako da projiciramo na steno. Je pa tako narejeno lih v mansardi, da je platno ravno prav veliko. Družina uživa na barju, ki je zaščiteno v okviru projekta Natura 2000. Čisto do hiše pridejo srne in ptice, njihovi sosedje so tudi konji. Imamo pa tudi te domače komarje, muhe. Ja, tega je zelo veliko. Smo nekako zdaj jih dali v šolo, dresure. Letos je kar pomagali, ampak bomo videli. Čakaj, če je tlele Natura 2000, lahko komarja ubiješ, ali ne? Ja, se zato jih pa je toliko, zato ker jih noben ne pobija. Zaščiteni so. Posebna vrsta komarjev. Globoko krvni, globoko pični.